Zdravljeni, z vami sem Minka Marija in danes bomo govorili o hormonih, o meni in o hujšanju. Ravno kar me je poklicala gospa in sem rekla, da verjetno bo ta odgovor, ki ga bom posnela, zanimal še koga. V glavnem, gospa je okrog 50 let, v zadnjih 2 letih se samo redi in nikakor ne gre dol. Ima že potrjeno diagnozo težave, se pravi vnetje želodčne in črevesne sluznice, predvsem črevesne sluznice. In par let nazaj se je držala diete, da ni jedla nobenega glutena, ampak zdaj pa pač včasih da kakšno pico v usta, se veste, ne, tako kot vsi, pa kakšno čokoladko, vsake toliko časa, ne vsak dan. In kilogrami pa grejo gor. In je padla v nek začaran cikel hormonskega koktejla in enostavno ne pride ven. No, potem pa seveda je šla v lekarno, kupila nekaj vitaminov, seveda vitamini niso ravno poceni, a ne? In enostavno ne ve, kje naj začne, kako naj nadaljuje, ker enostavno vidi, da nič ne pomaga. No, in sem rekla, da bom razložila, da ta video posnamem, ker sem prepričana, da je to nekaj, kar bo mogoče tudi vam pomagalo. Sploh mi dame, tam okrog 50 let, ko začnejo hormoni res delati po svoje, je res pomembno, da se držimo, ampak res 100% držimo načela srednjega glikemičnega indeksa. Prva zakonitost načela srednjega glikemičnega indeksa je, jej na 2,5 uri. Ker če ne ješ na 2,5 uri, enostavno se ti sproži lakota, pozabiš na hrano in ko se spomniš, hej, bejba, lačna si, kaj narediš? Nekaj bi pojedla, en piškot. In ta piškot, pa si samo eden ali pa dva koščka čokolade, dejansko nam povzročita, da inzulin, hormon lakote, začne divjati po svoje. In pomeni, da čez kakšno uro, 2, enostavno pojemo pri obroku veliko več, kot bi sicer, in tako, čeprav vemo, da bi že morali nehati, še naložimo enkrat, 2-krat, poješ več in začaran krog. Prva stvar, kar je potrebno razumeti, in to je iz knjige Ko ima življenje žur, glejte, si date v oranžnem poglavju, si odprite, ki je skriti gluten. To moramo razumeti, ker ni nujno, da greste vi na teste, da vam pokažejo, da ste alergični na gluten, lahko ste samo občutljivi na gluten. Recimo, jaz opažam, da sem občutljiva, zdaj ne morem reči, da sem občutljiva na gluten, ali sem občutljiva na škropiva, absolutno sem pa občutljiva na sladkor v živilih. In že recimo vidim moje punce, moje hčerke, obožujejo testenine s pestom. In pesto kupujemo pač v trgovini, to pripravljeno, a ne v flaški. V tistem pestu je nekaj, in za moje pojme so umetni konzervansi, kar meni povzroči, da se počutim napihnjeno. Pod prvo napihnjeno tako v trebuh, vam po domače povedan, pač plini se povečajo, enostavno me sili, kaj naj rečem, prci, kako se temu reče, a ne? V glavnem tisto, ko te napenja in res ni prijeten občutek. Trebuh imam tako, da bi bila v 6. mesecu nosečnosti, v glavnem ne počutim se dobro. In to je samo pesto, brez testenin. Pa bi človek rekel, pa halo, se nič takega ni. Ja, konzervansi so noter. In skriti gluten, poslušajte to. Recimo, jedi, ki vsebujejo kruh, kosmiči, čokoladno mleko, kuhane razne rezine za sendviče, mesne rezine za sendviče, kaj govorim. V glavnem, vse, kar je že na pol pripravljeno, celo hostije vsebujejo gluten, energijske tablice, jajčni nadomestek, kave in čaji z dodano aromo. Mislite, kupiš borovničev čaj in je dodana aroma, adijo, gluten, mesna omaka, šunka,
vroči napitki, instant vroči napitki, majoneza, marmelade, smetana brez mleka, praženi oreščki, solatni prelivi, vse klobase, juhe na pol pripravljene oziroma te iz vrečke, sirupi, vegi burgerji, celo vodka. Pač jaz nič od tega ne smem, ker se ne počutim dobro. Nič od tega jaz ne smem. Preparati iz pšenične trave, da ne govorim radler, pivo in te zadeve ali pa kečap. Nič od tega. In to je prva zadeva, kar moramo vedeti. Tukaj je skriti gluten. No, tisto, kar pa ni skriti gluten, imate pa tukaj, glejte, takoj od začetka, na strani 113, imate dejansko cel seznam in oranžno je označeno, kje je gluten in zeleno, kje ni gluten. Recimo, riževa moka, noter ni glutena, ker riž nima glutena. Ampak recimo zanimiv pa je, da so tele riževi vafli, vsebujejo gluten. Veste, to je tisti stiropor, pa ga vam ne morem pokazati, ker tega nimam doma, ampak stiropor, tiste ta okrogle zadeve iz riža. Jaz sem enkrat to kupila in mi smo takrat doma imeli mongolske skakače. In seveda, ker tega nihče pri naši hiši ne je, sem dala ta stiropor našim miškam. A veste, miši so bolj pametne kot mi. Veste, kaj so naredile? Stiropor so zgrizle in so ga lepo zazidale noter v gnezdo. Tudi majčkega ga niso pojedle. In to ni hrana. Recimo, riž je v redu, zelo v redu je ajdova moka. Potem, če pogledamo, vsa zelenjava je v redu, medtem ko določena zelenjava ima zelo visok glikemični indeks. Recimo, če gledamo buča, jedilna buča ima kar 75, lubenica 75, potem dateljni 70. Tako v bistvu morate majčkeno kombinirati po sistemu glikemičnega indeksa. Se pravi, če jeste nekaj, kar ima zelo visok glikemični indeks, recimo kot buča, če zdajle pripravite bučno juho, morate v to bučno juho dati nekaj, kar ima beljakovine, oziroma, a veste, kaj je dobro? Naredite bučno juho in noter date 2 žlici skute, že pol, ko je na mizi, in imate zraven beljakovine. Potem zdajle jeseni bo kostanj ima 65 glikemični indeks, kar je spet zelo visok glikemični indeks, ampak nima glutena noter. Potem, če gledamo naprej, vse bele testenine imajo gluten, potem imajo vsi rezanci za v juho imajo gluten in zelo visok glikemični indeks. Zanimivo, da vsi špageti, kuskus, makaroni iz polnozrnate moke, ravno tako, vse to ima gluten. Zdaj, kar pa nima glutena, vse sadje, vsa zelenjava in predvsem, kar se tiče teh žitaric, nima gluten noter, predvsem ajda lahko jeste, kakor hočete, ovs lahko jeste, recimo ovsene kosmiče lahko jeste, pira, rž, to ima vse gluten noter, tako da to ni pametno uživati in jaz vidim pri sebi, ne. Če se mi zazdi, da bi jedla kruh, si spečem beljakovinski ajdov kruh. Ta recept sem dala v ta 4. knjigo, ko imajo čakre žur. Drugače pa jem dejansko brez testenin, brez kruha, smutije uživam, ogromno zelenjave, blitvo, krompir, ribe, smutije si delam, pač meni je to toliko dobro. In predvsem zjutraj ali pa zvečer si pripravim pol vrečke šejka, povezavo vam bom dala spodaj, lahko vtipkate v Google Neolife Shake, srečnoživljenje.si, pa boste dobili vse sestavine. Zdaj pa zakaj uporabljam šejk? Šejk uporabljam zaradi tega, ker ima vseh 22 aminokislin noter, poleg tega pa vsebuje, poleg aminokislin, vsebuje vse vitamine, minerale in vsebuje krom.
Krom je pa mineral, ki drži sladkor v ravnovesju, in to je hormon lakote. Hormon lakote, inzulin, ki se sprošča zaradi prevelike količine sladkorja, nam potem povzroča naval lakote. In če jaz vzamem zadostno količino kroma, se mi ne sprošča lakota. Tako da pač mogoče se vam zdi zdaj komplicirano vse skupaj, ampak če boste preštudirali glikemični indeks, in zdaj z mano na potovanju je bila gospa Alda, ona je shujšala vsega skupaj 78 kilogramov s pomočjo razumevanja glikemičnega indeksa, s pomočjo tega, da je razume, da rabi tudi omega-3 pa C-vitamin, kombinira hrano in zdaj sem videla na potovanju, nobenega alkohola ne uživa, prav nobenega, in se drži tega, da je na 2 uri pa pol dobesedno po tem, kar učim v knjigi, ko imajo hormoni žur. Ne 10 kil, 78 kil je vsega skupaj shujšala. In potem pomislite, ja, kaj pa koža, pa tako naprej. Glejte, skoraj nič se ji ne pozna, da je imela skoraj 150 kil. Skoraj nikjer. Mislim, neverjetno, kako v bistvu telo deluje. In zdaj, če gledam, veste, nikdar ni prepozno, da začnete uživati hrano po glikemičnem indeksu. Boste videli, kako se boste dobro počutili, kako boste doma v svoji koži, kako se bojo vaši hormoni uredili na normalo. Ker mi, ko iščemo rešitve na svoje težave, poslušaš eno, poslušaš drugo in prideš do zaključka, da se te 2 teoriji izključujeta. Sploh recimo, zanimivo je, ta teorija, ki jo jaz učim, sistem zdrave kmečke pameti pa glikemični indeks, se dejansko izključuje s sistemov, ki ga učijo preko naturopatije. Izključuje se sistemom prehrane po tradicionalni kitajski medicini. In izključuje se s prehrano po krvnih skupinah. In zdaj, če vi kombinirate vse skupaj in poslušate eno, drugo, tretje, rečete, ne morem. Tukaj v tem sistemu, ko imajo hormoni žur, sem skombinirala 3 take ključne dejavnike, in sicer Montinjakovo dieto, prehrana, če ste zasvojeni z ogljikovimi hidrati, in priporočila, kako uravnavati hormone in hujšati med spanjem. In to 3 skupaj se je izkazalo, se pri meni, da je nekaj, kar deluje, ampak ne samo pri meni. Pri mnogih mojih strankah se je izkazalo, da dejansko to deluje. In ni, da boste dali stran, da boste šli na veganstvo, da boste res izključevali določene zadeve. Edino stvar, kar vas prosim, dajte stran gluten. Samo to. Dajte stran gluten. No, pa smo pa pri tistih, ki date stran gluten, pa potem začnete uživati polento, koruzo, brezglutenske zadeve. Vemo, da kdor uporablja brezglutenske zadeve, ker so skoraj vse na koruzi, ker dobite koruzne tortilje, koruzne rezance, koruzne špagete, makarone in tako naprej. Je vseeno, če tega ne uporabljate v svoji prehrani, ker boste videli, ko boste še to dali stran, lahko polento si skuhajte, probajte to. Skuhajte polento, pa jo lahko jeste toplo, zraven mleka, ampak ne sme biti tisti, ki ima pol leta rok uporabe. Pač kupujte mleko, ki je samo prekuhano, se pravi, se imenuje pasterilizirano mleko, ali pa kupujte mleko v mlečnih avtomatih oziroma pri kmetih in tisto mleko zalijte s polovico vode. In boste imeli svoje pasterilizirano mleko, dobro mleko. In lahko uporabljate polento in to mleko, lahko pa polento skuhate, pa je hladna, in jo potem jeste skupaj z jogurtom. Pa lahko poleg tega jogurta date še kakšno zelenjavo zraven in dobra zadeva, to ni nekaj, kar je zanača, veste. Pa glih tako dobite nekaj ogljikovih hidratov, ki jih vaše telo potrebuje. Pojdimo zdaj še majčkeno nazaj na odgovor tej gospe,
ki je tam okrog 50. leta, ko ji hormoni delujejo res po svoje, kaj bi morala še narediti. V glavnem, ženske, ki želite, da vaši hormoni delujejo, da se ne starate na pospešeno, ki želite, da se stopi maščoba na trebuhu, potrebujete, tudi moški, da se razumemo, potrebujete zvečer 1000 mg C vitamina in 1000 mg omega 3. Oziroma, lahko vzamete, tako, veste, ker nimamo neomejene količine denarja, lahko vzamete Pro-Vitality Plus pred spanjem in zvečer gledajte tako, da boste jedli čim bolj zelenjavo in beljakovine. Ali pa mogoče za začetek vzemite en shake, toliko, da spodbudite samo presnovo in potem uporabljate zvečer zelenjavo in beljakovine in pred spanjem vzemite Pro-Vitality Plus. Pač, ja, brez nič ni nič, to je dejstvo. Tudi čokolada, če vsak dan pojeste nekaj čokolade, to stane. Tudi piškoti stanejo, to je dejstvo. Dajte, če že vložite nekam denar, ga vložite v svoje zdravje. Ne v nezdravje, ali kako naj rečem. Če pomislim, kaj bi bilo pomembno še za to gospo za odgovor. Se pravi, neprestano se redi, utekla je. Snov homocistein. Snov homocistein je aminokislina, ki se tvori pri presnovi in to je vnetna sestavina, če imamo pomanjkanje B vitaminov v telesu, če imamo pomanjkanje omega 3, če imamo pomanjkanje mineralov za razstrupljanje. V glavnem homocistein je snov, ki povzroča, da so sluznice še bolj vnete, ki povzroča utekanje, zastajanje vode v telesu, ki povzroča, da se počutite tako zabuhli, otečeni. Ker boste videli, ko boste dali stran gluten, se bo zmanjšalo vnetje na celični ravni in prva stvar, kar se pozna, je to, da ste bolj, pa ne suhi, ampak niste utečeni. To je prva stvar. Dobesedno telo spravi vodo ven iz telesa. In to je juhej. Nekateri imajo tako velik trebuh, pa sploh niso debeli, ampak utečeni. Sploh na tem predelu, ko so jetra so utečena. Tako je vse utečeno. Ko boste dali stran gluten, bojo otekline se zmanjšale. Poskusite to in boste videli, to je juhej. Ampak je res juhej. Jaz vidim pri sebi, kako močno to deluje in zdaj res zadnje čase, mislim, seveda jem. Zadnjo pico sem pojedla sredi poletja. Toliko mi je bilo žal, da sem jo pojedla. S takim užitkom sem jo pojedla in toliko mi je bilo žal, da sem jo pojedla. Po 2 urah je bilo tako, kot bi se napihnila, ampak prav tako, trebuh, obraz, prav drug obraz imam. To je bilo ravno za moj rojsten dan in imam slike prej in potem in prav tako, a je to možno, v 2 urah sem prav tako, kdo sem jaz? V 2 urah, neverjetno. In seveda še nazdravili smo za rojsten dan in še alkohol, pika na i, juhej, pa stam. Vidim pri sebi, da lahko kavo pijem brez problema, ampak ne smem piti kavo z mlekom, oziroma je boljše, da ne pijem kavo z mlekom, tudi kapučini niso tako dobra izbira, predvsem pa ne smem kavo s smetano. To je nekaj, kar je na splošno strup za naše telo. Kava s smetano nastane, dela obloge na naših žilah, tako da to res ni pametno. Sama kava je v osnovi beljakovina in beljakovine lahko uživamo kadarkoli. Tako da, ja, glejte, ni tako daleč vaše zdravje in idealna vaša postava, kot to, mislim, res ni daleč, predvsem to, dajte stran ključne tiste motivce in to je gluten, bela moka, to je najbolj, gluten, bela moka. Drugo, vse ostalo je čisto v redu. Ni problem meso, problem je bela moka. No tako, uživajte, vse dobro vam želim in ja, jaz upam, da ni bil tale video danes smehom preveč udaren. Ampak tako,
no, sem očitno v taki energiji. Uživajte, vse dobro vam želim in ja, imejte se radi, zato poskrbite za sebe.